Ok. Mogoče lahko že kar začnemo. Lepo zdrav, hvala, da ste prišli. Spet smo na internetu tudi, nas spremlja široko občinstvo preko vseh naprav. Z nami je danes Mare Bulc, režiser, dramatik. On je sicer znan po svojem, jaz bi rekel, politično angažiranem ustvarjanju. V svojih delih je, recimo, se ukvarjal z emigracijo iz Slovenije, diarejom od mladine uprizoril, aktualiziral je Cankarja, Vitomila Zupana in tako naprej. Zdaj pa, če se ne motim, si se ti v zadnjem mesecu prvič nekako soočil z res našo to establishment kulturo. Zatem, ko si pristal na režiranje Prešernove proslave. Ja, v bistvu res, pa ne v zadnjem mesecu, ampak lahko rečemo od nekje od novembra, ne? Cirka 20. novembra naprej. Ja. Dajma mogoče za začetek povedati, a si pričakoval, to, kaj se je zgodilo, oziroma moral bi pričakovati to, kaj se je zgodilo. Torej, da ne bo šlo vse morda, da bodo prepreke, da bodo mnogi imeli neke čez druge ideje, da se ti bo vmešali v tvoje delo. Nisi imel niti malo tega pričakovanja. Kako si prevzel zadevo? Ja, jaz sem seveda pričakoval na začetku, ko so me zbrali, sem si pri sebi rekel, če bom probal dati koncept tak, ki mislim, da je prav, ne? Ampak se mi je zdelo, da bo itak preradikalen in me bojo takoj zavrnili. Ne? To je bila v bistvu začetna pozicija moja bila, jaz bom pa sledil sebi in če že pač so poiskali mene in hočejo moj koncept, ne? In bom pač predstavil tisto, kar mislim. In ta koncept v bistvu je bil sprejet, tako kot sem že v bistvu zdaj parkrat povedal, ali pa večkrat, z nekim takim, bi rekel, zadržanim navdušenjem, v smislu zelo zanimiv, drugač, ampak je bil potrjen in ja, dajmo to narediti, ne. In se mi je zdelo, ok, mislim, če je šel ta koncept skozi, ne. Se pravi, to je to, zdaj smo, ne, čez ta glavno oviro prišli, ne. Kaj se bo pol dogajalo, ne, in kako v bistvu zelo, rečemo temu, v zelo milo rečeno nenavadni situaciji smo se potem jaz in ekipa znašli, ne, tega pa nisem pa pričakoval. Zdaj, oni so te povabili, ne, ampak si imel občutek, da so te sploh poznali, ker iz kasnejših izjav predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada izgleda, da on bil presenečen, ne. Rekel ti je, da bi moral iti v neko drugo gledališče in celo nekaj takšnega. Ne? Izgleda, da niso imeli pojma, niti kaj počno. Jaz nisem niti pričakoval, da bo čisto vsak član upravnega odbora Prešernovega sklada me poznal ali pa vedel, kaj delam. Ampak mislim, so pa noter gledališki ljudje, ki so točno vedeli, kaj delam in kdo sem. Ok, lahko mogoče opišeš začetek, zdaj, sicer to si povedal, ne vem, če to že veliko krat, kje je prišlo do tistega dejanskega, ko si sam imenoval cenzure, torej kako se je začelo, če lahko malo opišeš ta razvoj dogodkov? Mogoče je treba vedeti, se mi zdi nekaj, kar ni cenzura, je pa zelo pomemben del, kako v bistvu, bi rekel, to je nek tak humus ali pa neka taka podstat za cenzuro, ne, kako je to nastavljen, ne, in treba je vedeti, da tudi po tem pismu, ki ga je zdaj PR služba ministrstva na dnevnik poslala, kot demanti članka, da niso kršili zakona, ne, oni dojemajo moje delo, da ko se
odda z moje strani detaljni scenarij, ne, prireditve, se pravi, res tisti končni scenarij z vsem, z sekundno minutažo, mislim, pač vse nastopajoči, da takrat jaz dobim pogodbo. Ne? In zdaj vsak, ki je kdaj kaj podobnega počel, pa ni treba podobnega početi. Mislim, morate vedeti, da ta scenarij, ki je enkrat napisan, to je končni izdelek. To zdaj samo eno vzame, ki ima 3 minute časa, pa to postavi na oder in je narejen. Se pravi, do tega scenarija je pa 2 meseca dela. Po njihovi logiki, seveda, je pogodba takrat, ko je ta scenarij narejen. Ne? In zdaj, zakaj govorimo o podstati? Se pravi, imamo 2 meseca ti delaš, ne? Jih sprašuješ, kdaj bo pogodba in ti skozi pogojujejo z nekim končnim scenarijem pogodbo, kar pomeni, ti si pač ves čas v nekem razmerju z njimi, ne? Da ti pravzaprav že delaš, hkrati pa govorijo, da mislim, nimaš pravzaprav delodajalca, ampak ne samo, da ti govorijo, da nimaš pogodbe, vmešavajo se ti pol seveda v tisto, kar naj bi na koncu v bistvu ta končni scenarij bil, ne? In dokler ti ne dajo zeleno luč za ta končni scenarij, ne? Spet se vračam nazaj, nimaš pogodbe. Ne? Se pravi, in na tej podlagi, ne, zdaj, če si predstavljate, kaj to pomeni, ne, si edini, ki si v stiku z nastopajočimi, si edini, ki si v stiku z celotno ekipo svojo, ne, se pravi, kostum, scena, unika delajo filmčke, se pravi, videoportrete nagrajencev, si v stiku z nagrajenci, dela z njimi intervjuje, vse to delaš, hkrati pa govorijo, da v bistvu si nisi niti do pogodbe še prišel. Ne razumete, kje smo? Ne? In to je ta isti ministrstvo in ta ista vlada, ki nam seveda vsem razlaga, ne, kako pomembno je, da imamo podpisane pogodbe, preden karkoli začnemo delati. Ne? In, ne, se pravi, zaenkrat lahko o tem debatiramo, ta nivo. Ne? Pol so šele nivoji, v kaj so se začeli spuščati vsebino. Ne? Ja, pri vsebini, ali pa če ostanemo zdaj tukaj, verjetno je to problem v celotnem kulturnem svetu, da se zadnje čase tako dela, ne? Da torej, širitev prekarnosti recimo. Ne? Jaz si predstavljam, ko finančno ministrstvo najame kakšnega finančnega svetovalca, ne počno tega. Ne? Ko pa najamejo kakšnega režiserja, pa si to lahko privoščijo. Ne? Zgleda, da je že to postal standardni način dela, ali kako? Mislim, jaz moram seveda reči, da seveda se to dogaja, ne? In vsi to poznamo, ne? Da se to dogaja. Če pa od koga ne pričakuješ, ne? Je pa seveda to od ministrstva. Ne? Zanimivo je seveda, da najdejo zmeri člen, ki to omogoča. Zelo podobno, kot ko se zgodi, ne vem, ko nek delodajalec dobi pod, ne vem, neko tožbo ali pa ga nek delavec začne obtoževati, da ni imel pogodbe ali pa kaj, da ni bilo kaj po pravilih, se zmer najde pač nek člen, po katerem je to kar naenkrat mogoče in se to da. Ne? In tako podobno zdaj v bistvu ministrstvo trdi, da je to pač, mislim, je bilo čisto legalno zgleda. Vmes so te tudi za en dan odpustili, kot si povedal, in spet nazaj najeli, ali si že ugotovil, zakaj? Ker v zadnjem intervjuju, ki si ga imel, si rekel, da še pravzaprav ne veš, kaj se je zgodilo, nisi dobil nobene razlage, noben ti ni nič povedal, bilo je skratka precej čudno. Ne? Mislim, to je zdaj nov nivo, ki se tiče upravnega odbora Prešernovega sklada. Ne? Upravni odbor Prešernovega sklada deluje kot neka organizacija 15-članska, ki se odloča z glasovanji na sejah. Ne? Ena seja, na kateri sem jaz uspel pač en del teh članov, tisti, ki so bili takrat na seji, spoznati, je bila ta uvodna seja 30. novembra, kjer sem predstavil koncept in so me potrdili. Potem pa sem dobil 13. januar, mislim, da je bil 12. ali 13. januar, po mailu sklep, da se upravni odbor Prešernovega sklada odpoveduje oziroma da razveljavlja sklep iz 30. novembra.
Ne? Se pravi, z drugim besedem, da nisem več režiser Prešernove proslave. Jaz sem seveda v tej točki, ki sem to dobil, predvideval, da je bila seja in da so se pač člani dejansko to odločili. Ne? Zanimivo pa vsem je, da pač, ko sem jaz začel malo klicati okrog, predvsem ljudi, ki jih poznam, iz upravnega odbora, nihče od članov zgleda ni vedel, da je ta seja bila, ker je seveda ni bilo, oziroma tudi, če je bila, saj nekateri člani niso bili del te seje. Ne? Se pravi, v bistvu je prišlo do neke odločitve, ne, ki, zdaj, to je moje predvidevanje, ne, če tajnica upravnega odbora Prešernovega sklada meni pošlje mail s tem sklepom, predvidevam, da je predsednik naročil to tajnici. Ne. Kako je predsednik prišel do te odločitve, ne, je pa seveda totalna špekulacija. In so bile govorice, ki sem jih poslušal, ampak nisem hotel tudi intervjuju tega razlagati, zato ker so pač govorice. Ampak lahko sam se vprašam, ali je sam sprejel to odločitev, gospod profesor dr. Bogataj, ali je bil v bistvu nanj izvršen pritisk, a ne, da to odločitev sprejme. Ker tretja opcija, ta, ki naj bi bila v bistvu po statutu upravnega odbora Prešernovega sklada, rečemo legalna ali pa pač normalna, se ni zgodila. Torej seja, na kateri bi o moje razrešitvi odločali, se ni zgodila in tega ni bilo. Ne. Tako da naslednji dan so cirka 24 ur kasneje so mi poslali mail, ne, zato ker so ugotovili, verjetno je nekdo ugotovil, da, mislim, jaz bi temu rekel tako, ne, da nekaj ne štima, ne, da če po nekem nenavadnem postopku razrešiš režiserja, pa gre ta režiser takrat v javnost, verjetno ni najboljša informacija, ne, sploh če smo, ne vem, 3 tedne pa pol pred prireditvijo. In je prišlo opravičilo, profesor dr. Bogataj osebno mi je pisal pismo, kjer v bistvu govori o tem, da je prišlo do neke slabe komunikacije na ministrstvu, ne med člani upravnega odbora Prešernovega sklada, ampak neka miscommunication se je zgodila na ministrstvu, ne, in se oprošča in pač je prišlo do napake in zdaj je vse v redu. Ne. V tem mailu je bila taka formulacija, da jaz nisem razumel iz maila, a je vse v redu, da so me odpustili, a je vse v redu, zato ker zdaj sem spet nazaj sprejet. Ne. In pa sem zahteval, da mi prosim razložiti, kaj je zdaj v redu. Ne. In pa sem dobil spet od tajnice pismo, ne, da še vedno ste režiser, ampak v petek, se pravi, to je bila sreda, v petek imate zagovor pred upravnim odborom, imamo sejo, kjer boste ta detaljni scenarij predstavil. Da spomnim, to je detaljni scenarij, na podlagi katerega bom mogoče dobil pogodbo, če jim bo všeč. Ne? Ok, zdaj pa poskušamo iti k vsebini, poskušamo razumeti, kaj je v tem našem svetu v Sloveniji zdaj zmotilo ta odbor, da so imeli takšne težave. Koliko je za razumeti, so to bili 3 elementi. Eden je bil, da ste želeli postaviti žico na nek način. Ne? To me zanima. Ne? Drug element je bil, da je nekatere od teh v odboru zmotilo, da se poje zdravljica v tujih jezikih. Ne? Tretji element pa mislim, da je preveč grba. Ne? Zdaj, kako to razumeti, točno kaj je njih zmotilo pri tem, ne? Torej žica, grb, zdravljica. Antoko seveda, ja. Ampak pravzaprav njega sploh niso videli, kaj je imel za povedati. Ne? Njega so že prečrtali vnaprej, ne? Brez vsebine. Ne? Ja, če greva z žico recimo začeti, ne? Kaj ste želeli z žice pravzaprav narediti, da se jim je zmešalo? V bistvu žica je posebna zgodba zato, ker je vezana na debate in ni nobenih dokumentov. Za vse drugo v bistvu je prišlo do seje upravnega odbora Prešernovega sklada in so to napisali, kaj želijo ven, pa s čim bi radi kaj zamenjali pa to.
žica je v bistvu bila v tako zgodni fazi še, da je v bistvu bilo jasno, da ko sem se jaz s Petro Weber scenografsko pogovarjal in ko je ona začela v bistvu žico menjati, sem jaz rekel, dobro, to je tak element, ki moramo se zdaj pozanimati, kje bomo to žico dobili. Ne. Mislim, zelo naivno se mogoče to sliši, ampak mi smo si predstavljali, lejte, mi to žico imamo, ne, določena ministrstva to žico imajo, zakaj bi mi to kupovali in to iz budžeta, ne, pač našega za proslavo vzemali denar, ne. In sem jaz pač prišel na sestanek, sam, na službo za državne proslave in sem rekel, lejte, mi razmišljamo o tej žici, radi bi en element iz te žice naredili, ampak mi to žico konkretno rabimo. Ne. Dajte vi malo povprašati, če se to na kakšnem ministrstvu da, ne, dobiti. Ne. Mislim, to je pa bilo, mislim, to je bila taka panika v sobi, ker naenkrat bila tišina in ko da tega nismo slišali, ne, in potem sem jaz ponovil, da se ne hecam, da to, mislim, da nas res to zanima. Ne. In potem je v bistvu trajalo kar nekaj časa prepričevanje, ne, da, zdaj pač da skrajšam, ne, da vse je zanimivo, super, vse, ne, ja, vaša ideja, seveda, ne, fajn, ampak, lejte, vam bojo to prepovedali na neki točki, vi boste zastonj delali, na koncu vam bojo prepovedali, če vam ne bodo, ne, prav, itak ne bomo mogli to dobiti od nobenega ministra. Mislim, ful enih izgovorov. To ste morali dosti žice pač želeti. Ne, nismo, mislim, ni šlo sploh količinsko za veliko, v bistvu, ker mi s Petro, ko smo debatirali, smo se pogovarjali, da bi če mogoče enostransko zaveso zamenjali, namesto da bi bila pač klasična zavesa, bi pač dali neko tako estetizirano, mislim, neko žico, ne vem, ampak sploh ne gre za to, kako bi to izgledalo, a veš, kaj bi bil na koncu ta predmet ali izdelek ali kako bi to bilo, mislim, pač bi bila tam neka žica, ki se tudi razmišlja seveda, da je nečiz banalno narediti, ampak ne pa božica, mislim, a veš, mislim, no, ampak ta pritisk v bistvu je bil že na teh sestankih, ne, se pravi strani, jaz rekel, no, to je bilo še zelo milo, no, prav zares. No, to je bilo v bistvu sam pritisk, gledajte, itak se boste ful matrali, na koncu pa te žice ne bo, ne vem, v končni fazi vam je bo prepovedali, tam tik prejem boste vstopili v Cankarjev dom, bomo rekli ne. Oziroma, ni bilo nikoli reči, bomo rekli, ampak je bilo zmer bojo rekli, ta neki, ne, tam, nekdo bo rekel, nikoli se ime ne pove, nikoli se ne pove funkcije, ampak nekdo je, ki tam nekje reče ne. Tu bi samo prekinil, glede žice, očitno je s to žico res problem, ker poznamo še eno drugo zgodbo iz Muzeja novejše zgodovine, ker zdaj so žice odstranjevali, tam dol na meji, na Dolenjskem, no? In te žice kar nekaj je bilo na razpolago. In Muzej novejše zgodovine si je želel za spomin to žico, da bi jo vse razstavili, no? So pisali obrambnemu ministrstvu, naj jim da en kos žice, ne, 1 meter, ne? In niso mogli dobiti žice. Ne? Tako da, če bi to vedel, ne? Bi videl, da ne bi smel spraševati glede žice. Ne? To je žica, to je za en element. Zdaj, seveda, govorimo to, da, recimo, da se je to dogajalo decembra, ne. Zdaj pač ne znam povedati točnega datuma, kdaj smo to debatirali, ne. Ampak v vsakem primeru Petra, ki je slišala, da začenjajo pač se vmešavati na ta način, je tudi v bistvu razlagala, da njo to ne zanima. Jaz, mislim, in smo se začeli pogovarjati prvič, kaj zdaj, a iti naprej ali ne, oziroma jaz sem prvič začel razmišljati, da tudi jaz odstopam na tej točki in mislim, in rečeš, okej, pač fuck off, ne da se mi, mislim, res, ne. Ampak v tej točki seveda je bilo tudi že ogromno enih ljudi zraven povabljenih, ne, ki, spet poudarjam, noben, seveda, smo že začeli delati, noben ni imel pogodbe in tako naprej. In sem rekel, okej, Petra, daj, jaz bom pač nadaljeval, razumem tebe, če nočeš naprej, čisto spoštujem odločitev, ampak bom jaz pač probal najti novo rešitev. Tako da ta žica v bistvu je bila out, ampak tukaj lahko rečemo zaradi nekih pritiskov, ki sem jih pol pač jaz rekel, okej, ajde, ne jim bo, ne, na nek način, ne.
ne vedoč, kaj seveda me še čaka, ampak ajde, ta žica je šla ven, dober, sej, ne. No, pa je v bistvu prišla ta seja 15. januarja ključna, rečemo, kjer pa seveda upravni odbor Prešernovega sklada me povabi na zagovor tega scenarija, natančnega, ne, to je taka pač en takle pok, 25-30 strani listov, tako, ne, vsem natančno določenim možnim stvarmi, ki se lahko zgodijo in se morajo zgoditi na prireditvi. Edina stvar, ki je manjkala, je bil Ntokotov tekst, ne, ker Ntoko je imel naročen avtorski komad. Seveda sem ga klical, sem rekel, jaz imam ta zagovor, a imaš že tekst, on je rekel, da še ne. In seveda jaz nisem vedel, da bojo rekli, če pa ni teksta, pa Ntoko out, a ne. Sploh, ker smo, ne vem, bili 15. januarja, ne pa, ne vem, 5. februarja, tik pred prireditvijo, ampak pač je še bilo veliko cajta. In je bilo zanimivo, da na tem zagovoru scenarija nihče ni vprašal niti ne za Ntoka. Ni bil sploh omenjen, ne, da je karkoli narobe, ne. In potem, pač po tem zagovoru je prišel mail, ne, in med drugim v tem mailu, ne, je popoldne, par ur kasneje, je bilo napisano, da Ntoko v bistvu ni napisal še teksta, oziroma jim ni znan tekst, zato leti v bistvu iz programa, ne, in se ga zamenja z celotno Zdravljico, se pravi z recitacijo celotne Zdravljice. Je bilo zelo jasno njim, ne samo, da gre ven neki, ampak tudi, kaj mora iti not. Ne? Se pravi, ni mišljeno samo nekaj vam prepovemo, ampak je v bistvu tudi na mesto tega gre noter pa točno določena vsebina, ki je pa nam všeč, ki mora biti taka pa taka. Ne? Naša himna, vemo, o čem govori o dejansko eni univerzalni stvari in čist zelo lepa ideja je, da se zapoje v različnih jezikih, to še bolj odseva to univerzalnost, ne? In iz tega, kar se je zgodilo, očitno se da sklepati, da ta neke vrste cvet kulture, ki bi naj bil v tem odboru, tega očitno tudi ni razumel. Torej, da je petje Zdravljice v različnih jezikih nekaj, kar je v skladu s tem, kar je recimo Prešern želel. Ne? Tudi tukaj si imel težave. Ampak to, mislim, tukaj ni bilo nobenih težav. Tukaj, mislim, so malo debatirali o tem, pa bilo je problematizirano, da je to lahko, mislim, ne vem, v smislu, kjeri tuji državi bi pa Slovencev dovolili, da poje njihovo himno v slovenščini, pa take. Ampak nikoli ni bilo rečeno, ne, tega se ne gremo. Zato, mislim, to je v bistvu bilo jedro koncepta, ki je bilo potrjeno 30. novembra in od takrat naprej, mislim, je to bilo jedro, ki se ga ni noben dotikal. Ne? Kar je v bistvu paradoks je, da je bil Ntoko, mislim, bi bil Ntokov komad v slovenščini, ne? In bi bil avtorski komad, ki v bistvu, če rečemo zdaj v tem nekem jeziku, ne, v teženja in ne vem kaj, ne, bi bila to pesem, ki bi na je bila ideja, da zaključi to serijo v bistvu tujih izvedb Sedme kitice Zdravljice, ne. Tako da ideja je bila, Irena v slovenščini preda himno odpoje, tako kot mora biti, ne, po zakonu in protokolu. Potem imamo pač te avtorske komade, in, ki so, govorim, glasbeno avtorski komadi, ne, niso himne, kot velikokrat se jim zapiše, ne vem, ne, medijem, da je bilo še 5 tujih izved himne, to ni himna. Ne. Ampak potem bi pa sledil Ntoko, kjer je bilo več opcij. Ne. Njegov komad v bistvu smo čakali, ne, vsi željno, ker sva prvo zelo natančno govorila o konceptu teh Zdravljic, zato ker pač jaz njega ne dojemam kot avtorja, ko mu naročiš komad, rečeš, glej, napiš mi, ne vem, ne,
2-3 rime na to temo. Ne? Pač so veliko debatirali, kaj ne bi ta komad bil. Ne? In zdaj pač neka, rečemo, tema je bila rojstvo naroda, ne? Ali pa kaj je narod danes, ali pa mislim, ne? In zdaj ta komad je imel več možnih izvedb. Ne? Ena je bila, da bi on solo to izvajal, ne? Pa sem pa jaz potihoma upal, da bi mogoče še Irena lahko pridružila k temu komadu, mogoče še bolj potih, ne? Pa to sem tudi z Mihotom debatirala, ne, je pa, da bi vsi te glasbeniki, ki so do zdaj seveda nastopali, da bi se v zadnji točki pač skupaj z Antokotom pojavili na odru, pa bi to skupaj odšpilali, a veš, ta komad. Ampak seveda to, mislim, to je ostalo, ne, tega ni v nobeni verziji scenarija, ne, razen, ampak je pa skozi v verzijah vseh scenarija avtorski komad od Mihota Blažiča Antokota, ne. Kar pomeni, oni so vedeli, kdo je človek, ki piše besedila, ne. To so se pa verjetno pozanimali pol vmes, ne, kdo je ta človek in kaj ponavadi napiše, kaj piše, ne. Tako da mislim, da je tukaj en catch, ne. In potem še bil grb pa rože, ne? Zakaj nisi želel rož? Dobro, grb je pol, se pravi, zdaj te spisem, ki sem ga omenil, ne, z 15. januarja, ta pismo, je pač Antoko ven, pa noter celotna Zdravljica. Pa druga stvar je bila, da sem jaz v bistvu tisto žico, rečemo ji, ne, ki bi bil itak samo en element scenografije, sem zamenil za projekcijo slovenskega grba, ne. Zdaj mi oni učitajo seveda, da so me malo podučili, kako je treba grb uporabljati, ne. In kao v tem pismu 15. januarja so kao oni malo nas podučili, ne. Šlo je pa za to, da je bil grb v scenariju, ki sem jim ga predstavil, v bistvu edina vizualija. Črno-bel grb, kot projekcija, bi se pojavil v bistvu povsod druge, razen tam, kjer je projekcija videa filmčka nagrajenca, ne. Kar pomeni, da bi bilo grba kar veliko, si lahko predstavljate na tej prireditvi, ne. Praktično čez celo prireditev bi bil razporejen grb, kar seveda tudi pomeni, da bi grb gorel, in tako je bilo mišljeno, ne, med vsemi izvedbami glasbenih točk, ne. In kaj je bil problem? Seveda ni bil problem, da je bil grb narobe uporabljen. Grb je bil v bistvu pač vzet iz spletne strani vlade, črno-bela različica je uradna različica, v parlamentu ga lahko vidite, ko ljudje govorijo, ne, da ga imajo za hrbtom. Ne, ni problem, da je bil kršen kakršenkoli zakon, nič nas niso podučili, kako grb uporabljati, smo zelo natančno vedeli, kako ga uporabljati. Problem je bil, ker so oni dojeli, da je grba preveč, ali pa da ni na pravih mestih, ampak ne, ker krši zakon, ampak ker pač po moje, ne, je bil pač enostavno z določenimi točkami glasbenimi, ne, za njih nepredstavljiv. Seveda tega ni noben napisal, jaz to spet špekuliram, ne? Ampak oni so napisali, grb naj bo samo uporabljen na začetku in do himne, in to barvna različica, ne črno-bela, ne. In to je bilo v bistvu, kar se tiče grba, potem pa vse drugo, kar je bilo v scenariju grb kot vizualni element, je bilo spet ne samo prepovedan, ampak tudi z njihov ukaz, ne, da se zamenja grb z portreti Franceta Prešerna iz točno določene knjige, kjer so portreti Franceta Prešerna objavljeni, v tej pa tej knjigi, tam si vzamete in to uporabite, ne. Se pravi, zdaj pač podobna logika, kot pri prejšnji točki, ne, se pravi, vemo, kaj gre ven, vemo pa tudi, kaj gre not namesto tega, ne. Rože so pa bolj v bistvu kot taka češenca na torti, kako se ti se reče. Mislim, to je pa že tako absurdno s temi rožami, ne vem, to, ko sem opisoval v tem intervjuju za Mladino, ne, da pa, mislim, v bistvu pa te rože pokažejo v bistvu stanje, s kom imaš opravka in s kakšnim sistemom. Pisatelj Skubic je dejal o tem primeru, kaj se je vam zgodilo, da če umetnike, ne, v tem odboru obravnavajo kot otroke, ne, ker to je bil odnos
do tebe kot do otroka, ne, kot da ne moreš biti samostojen. Potem nimajo moralnih kompetenc za podeljevanje umetniških nagrad, je rekel. Ne. Kakšni so ti ljudje v tem upravnem odboru? Kako si jih ti dojel? Verjetno si se z njimi srečeval, ne? Ja, tako imajo take rogove. Normalni ljudje, mislim, kaj ne rečem na ta vprašanje. Ljudje so pač, ne, se lahko prebere, kdo so in jih lahko spoznate vse. Mislim, ne gre za kakšni so te ljudje, ne. Gre pač enostavno za to, da so si, da živijo en tak paradoks, ne. Oni si želijo neko žrtev, ne, neko jagnje, ki bo odgovarjalo za njihovo proslavo, hkrati bi pa radi temu pač vse povedali, kako zrežirati to proslavo. Ampak še, seveda, ne vnaprej, ampak pol, ko vidijo scenarij, ko vidijo, kaj jih moti, pol v bistvu jim rata jasno, kaj jih moti, ne. In hkrati v bistvu imajo sistem, ki je tako nastavljen, ne, kot rečeno, pa je jih zakon v tem jim prihaja nasproti, ali kaj, jaz ne vem, ne poznam tako dobro zakonov, ampak imajo tako nastavljen sistem, da seveda lahko ves ta čas v bistvu nekdo dela brez pogodbe za njih in v bistvu nanj vršijo kakršenkoli pritisk in na koncu potem se odločijo, ne. A boš sploh prišel do pogodbe, ko si sprejel vse njihove popravke, ne. Moj predlog je, in mislim, da ne bi bilo nič narobe, mogoče bi bilo malo lažje upravnemu odboru Prešernovega sklada funkcionirati, ne, je, da pač naredijo neko brošuro, nek pravilnik, nek how to do Prešernova proslava, toolkit, ne vem, a veš, mislim, nekaj, kar bo imel zelo enostavna, jasna pravila, ne, da bo v bistvu na koncu lahko uradnik kjerkoli to speljal, ko bo, mislim, ne, če v bistvu hoče delovati na ta način, da bi radi soustvarjali, sorežirali, ne. Če pa je obratno, kar sem jaz seveda naivno mislil, da mogoče je res, ne, da pač bi radi nekoga, ki bomo samo rekli, razmišlja drugače kot oni, ne, potem pa, mislim, bi bilo fajn, da stvari dosti drugače zastavijo, ne. Mogoče za začetek s pogodbo od dne, ko potrdijo koncept in človeka, ki bo režiral. Recimo, to bilo čisto za začetek, ne. Ampak tvoj sklep na koncu pod črto je bil, da je strah gonilna sila v državi, očitno. Ne? To, ko si prebral tisto, ne, se nekako tehnične ovire so že prišle očitno nam v glavo, ne? Tisto, kar je vse posod, je strah. Zakaj si to, zakaj si na koncu prišel, recimo, do tega? Gre za to, da ko si tam na sestankih na Ministrstvu za kulturo, ne, in ti en od uradnikov reče dobesedno, jaz imam kredit. Mislim, ne mi to delati, prosim. Jaz imam še za odplačati kredit, ne. Mislim, pa to je, ne, to ne moreš verjeti. Ko te kliče predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada in ti reče na vprašanje, pa kdo hoče te rože, ker jaz nisem hotel teh rož, ne, nisem na odru. Sem rekel pa, a jih vi hočete, prav? Ne, glejte, rože morajo biti. In vidiš, da ima nekoga nekje še zadaj, ki hoče rože od njega in on hoče rože od mene, ne. Mislim, kaj je to drugega kot nek strah, ki v bistvu je gibalo njihovo, ki, mislim, ne, vse to, kar se je zgodilo meni in naši ekipi, je v bistvu posledica nekih strahov, ki jih imajo določeni ljudje, da je nekoga užalil, da nekdo ne bo zadovoljen z nečem, kar bo tam na odru, ne. Mislim, kar je meni super, ne, je pol naslednja faza, ne, zdaj, ko že imamo cenzuro, ne,
je pol v bistvu pa te isti ljudje, ne, ki so pač prišli do te prireditve, ne, kako med prireditvijo, že med vajami, tistimi generalkami zadnjimi in potem takoj po prireditvi, so tako navdušeni nad prireditvijo. Mislim, jaz sem bil tudi, meni so pisali ene medije, da nisem zadovoljen, jaz glede na tisto, kar smo imeli možnost, mislim, jaz sem čisto zadovoljen. Rečemo temu, ko so mi pol kosk dali stran, sem mogel narediti nekaj drugega, ne, z teh kosk, ne, če zdaj rečem, ne, zgraditi, ampak tisto, kar smo zgradili, sem jaz zadovoljen, mislim, ne, ampak hočem reči, kako so bili šele oni zadovoljni, te uradniki, kako so čestitali srca, koliko je to zdaj fajn, ne, ne. In to, mislim, to je, kada bi se jim kamen odvalil od srca, da so pripeljali zadevo do konca in da je zdaj super, ne. Seveda pa noben ni poslušal izjave moje po prireditvi še takrat, ne, ker to je bilo pač, ne, ko sem jaz dajal izjavo, so oni še vstajali s sedežev in si čestitali, koliko so dobro proslavo gledali. Ko si torej na koncu dejal to, ne, da je očitno imamo tehnične ovire v žicah, da je strah tisti, ki nas vodi kot svoj sklep, se spomniš, pred leti je NSK naredil ob 25-letnici plakatne afere, nov plakat, na katerem je bil Prešern, to je bilo zanimivo, gor je pisalo No Fear, No Führer. Senca je bila Janša, ne? Ampak bil pa je Prešern. S čimer so verjetno hoteli povedati to, da smo dobili v tej naši kulturi neke ikone, ki se jim klanjamo, ne? In tudi verjetno sam Prešern ni želel, da on postane neka titula, ne? Nekaj, kar omejuje. Ne? Ker zdaj v tem primeru, recimo v tem konceptu Prešernovih nagrad, proslav, očitno, ne? Je to anti-Prešern postal. Ne? Prešern verjetno ne bi želel tega, da se to tako dogaja. Bom skozi Vitomila Zupana odgovoril. On je nekje napisal, da Bog ne dej, da bi se kdo spomnil, da po kakšno nagrado po njem imenuje ali pa kaj podobnega. Ne. Mislim, enostavno ja, kaj pa veš, ne, kaj bo, ne vem, mogoče bo pa Laibachta ali pa, ne vem, NSK, ki ga bomo čez 200 let, ne, v tej državi slavilka nekega Prešerna, ne. Ampak gre za to, da itak, mislim, slavimo del Prešerna pa del Cankarja, ki v bistvu je primeren, da vstopi v nacionalni mit ali pa v nacionalno to folklorno ali pa v nacionalni sen, ne, tisočletni slovenskega naroda. Ne. Mislim, vse drugo od Prešerna, kar ne paše not, nas ne zanima. Ne. Nas ne zanima, da je ducate pesmi napisal v nemščini. Ne. Nas ne zanima, mislim, in tako naprej, ne. Ampak, ne vem, mislim, tako je, da ko dobesedno neke stvari vzameš, ki jih je napisal, ne, kot je 7. kitica Zdravljica, jaz nisem imel toliko v mislih Prešerna, kakor državo, ne. Se pravi, mislim, na neki točki se je nekdo odločil, da bo to himna in da ta himna ima neko sporočilo, ki je pomembno za to državo. In če resno vzemamo zastavo in imamo zakon o državnih simbolih, se pravi zastavijo, grbu in himni, potem poglejmo, kaj ta himna pravi in dajmo jo resno vzeti. Ne? In videli smo, da če jo prej resno vzameš, ali pa če grb prej resno vzameš, da ti to takoj razložijo. Ne? In velikrat je v bistvu največja subverzija to, da je nečesa preveč. In na tej proslavi je bilo kar veliko himne. Ne? No, zdaj sem se jaz zarekel, ne? Kar veliko 7. kitice Zdravljice ali pa tistega besedila, ki ga ima tudi slovenska himna, pa kar veliko grba je bilo mišljeno, da bo. Ne? Tako da... Še nekaj je bilo, ne? Seveda ti si na vsak način želel, nisi hotel iz svoje kože, si hotel biti tudi politično aktualen, kritičen, ne? Nisi se hotel podrediti temu
moralni večini, kakorkoli temu betonu. Ampak tudi mnogi drugi na proslavi ne. Zdaj, Črnauba je bila, ne, kot smo slišali, tudi nek znak protesta. Potem, kdo je pozorno poslušal same izjave nagrajencev, ne, je tudi lahko spoznal nekaj subverzivnosti. Me zanima, zakaj je to protest, recimo, ti lahko to razumeš kot protest kulturnikov, ne, torej delavcev v kulturi zaradi razmerij v kulturi, ali je to kaj širšega? Jaz, ko so me povabili k predstavitvi koncepta, ne, v tej prvi predstavitvi sem zapisal dve stvari. Eno, da je to proslava, na kateri hkrati praznujemo seveda praznik, državni praznik, kulturni praznik, in hkrati podeljujemo nagrade najboljšim umetnikom. Ne. To je zame bilo že pomembno, zato ker rečejo, klasitek nagrade podeljujejo, ne, in je treba v bistvu ves fokus dati na njih, na nagrajence. Jaz sem v bistvu pol zapisal, da ne, en fokus je na nagrajencih, drug fokus je na kulturnem prazniku. Kulturni praznik je pa ena redkih dni, pa ena prireditev proslava od kulturnem prazniku je ena redkih možnosti, kjer lahko poveš komentar časa. Ne? In to sem jim tudi zapisal, sem rekel, se mi zdi zelo pomembno, da ne samo ustvarjalci, ampak tudi nagrajenci v bistvu imajo možnost komentirati čas, v katerem živimo. Ne? In v bistvu zato je prišlo sploh do ideje, da prejšnje leta, tisti, ki ste pozorneje spremljali, ste verjetno opazili, da samo Prešernova nagrajenca imate možnost govora oziroma se oglasita lahko. Ne. Zato smo mi v bistvu dali v videoportretih besedo nagrajencem tudi ostalim, tudi tistim Prešernovega sklada, in se z njimi v bistvu dosti izčrpnih intervjujih pogovarjali seveda o njihovem delu, ampak tudi o vseh drugih stvarih, ki je pa recimo nas zanimalo, ali pa mene zanimalo, kakšno moje mnenje o času, ki ga živimo, in med drugim tudi o zelo konkretnih stvarih, kot je, ne vem, o sporočilu naše himne, o žici in tako naprej. Ne. In nek del, zelo droben del, morate vedeti, da vse skupaj teh video, mislim, mogoče za enega nagrajenca Prešernovega sklada, mogoče je bilo vse skupaj 3 minute za enega video materijala. Tako da en mali delček teh njihovih izjav smo not vključili. Ne. In zdaj ta komentar časa z njihove in z naše strani se mi zdaj zelo pomemben, ne, pri tej prireditvi. In seveda to so nekateri tudi opazili in jim je bilo všeč, ne, da kako so nagrajenci zdaj lahko končno spregovorili. Ne. In zdaj tukaj tudi naj poudarim, da do 15. januarja nas noben ni spraševal, kaj so te nagrajenci govorili. Ne. Ampak potem se je začel pa v bistvu s strani upravnega odbora Prešernovega sklada tudi zelo velik interes, kaj pa so te nagrajenci povedali. Ne. Tako da, mislim, mi smo seveda pričakovali, da zdaj, glede na to, koliko so se nam vmešavali, ne, zdaj, kje je ta, mislim, smo samo še čakali, kje je ta meja, koliko delež lahko grejo, a bojo prepovedali, ne vem, konkretne izjave nagrajencev, ki so preveč kritične, ali pa kaj takega, ne. Dobro, to je pa šlo skozi, ne. Sej, recimo, normalno je, da na vseh proslavah politiki vedno govorijo o aktualnem času. Ne? To je čist nekako že sprejeto. Vsak politik na vsaki proslavi govori o tem in tako naprej. Zdaj, pri umetniki pa kao ne bi smeli. Ne? Bogataj je povedal na koncu, da recimo žica ne sodi na kulturno proslavo. Ne? To je proslava, kjer, ne vem, slavimo Prešerna. Ne? To je bila njegova izjava. Ja, mislim. To je tako. Zdaj, ko poslušam
zanimivo se mnenja o cenzuri, ne? Pač, ko poslušam, v bistvu vidim, da je cenzura za marsikoga nekaj podobnega kot, če se cenzura sklada z mojim osebnim okusom, potem recimo je v redu. In pač, ne, poslušam izjave, se žica bi bila res preveč na prvo žogo, to se mi ne zdi, to je ne bi delovalo, to ne bi bilo več kul. Tako da tukaj je cenzura čist kul, da je posegla noter, ne. Pa Antoko je pa kul model, on bi lahko pametnega v bistvu zapel, ne. Pismo Klemi pa ni kul, da je posegla noter, ne. A veš, hočem reči, na nek način, na ta način tudi v bistvu jaz mislim, da Bogataj gleda, ne. A veš, mislim, da, njemu se zdi, da žica pač ne sodi na tako proslavo, ne, in se mu zdi čist kul, da se to cenzurira, ne. Ko se pa peli pač tujci, ki živijo v Sloveniji z različico v različnih jezikih, to se mu zdi pa še kul, ne. To pa je lahko, ne. A veš, mislim, ta nek tak nivo je, ne, dajmo se v bistvu kle malo pogovarjati, ne, mi smo zdaj kle neka komisija, pa dajmo se malo pogovarjati, kva gre not, kva ne gre not, ne, ne, zraven pa pač dajmo malo pritisniti, da bo to res tako, kot mora biti, ne, pa malo brez pogodb delimo, pa bo v redu. Sej, verjetno največja dilema pri tem tvojem aktu, ne, je bila, kar so potem tudi nekateri učitali, pa me zanima, koliko si še potem tega dobil osebno, da tega ne bi smel narediti, tudi če se je to zgodilo, ker zasenčiš nagrajence s tem, ne? Da je to neprimerno. Ne? To je bil takšen. Tudi sam si v govoru se poskušal tega ograditi in opravičiti vseeno, recimo svojo izjavo. Ampak torej na koncu, koliko si dobil osebno te kritike, ali pa ne, ali pa na koncu lahko rečeš, ne vem, prav je bilo. Se v faco ti noben nič ne pove, razen če te pohvalja, pa ti reče, bravo, super si naredil. Ampak da prišel kdo res do mene, pa je rekel, veš kva, to si pa tako zajebo, ali pa nekaj, mislim, to noben nima jajc, sorry, res, noben ne pride, ne. Pač anonimno na spletu, ja, to je, kakor jih hočeš, ne, ampak mislim, da zdaj prav res, ne vem, ne, nisem dobil, ne, ampak ne mislim, da to ljudje ne mislijo, seveda mislijo, ne, marsikdo, pa jaz tudi mislim, da seveda sem naredil stvar, ki je zasenčila pač tudi nagrajence, ne, in zelo se ukvarjal s tem, in do 5 minut preden sem pa to naredil, nisem bil 100%, ali bom to naredil ali ne. Ampak v bistvu gre za to, da se mi zdi, da je treba vedeti, kakšne so možnosti, ki jih imaš v tem primeru. Ne? Imaš možnost, da enkrat odstopiš že prej, pa rečeš, ok, to je najbolj moralno možno dejanje, odstopiš takoj na začetku, ko te začnejo drkati in rečeš, ne, se tega ne grem. Ne? In verjetno, če bi še enkrat šel skozi to, bi imel to, po tej šoli, verjetno bi bilo dosti več šans, da bi že prej odstopil. Ampak druga opcija je, da čakaš, ker ne moreš več verjeti, kam vse grejo in rečeš, da je to pa treba do konca pogledati. Ne. Mislim, ker to pa je, mislim, ker se ti pa to začne dogajati, pa res pa rečeš, ok, ne, mislim, to pa, kje pa je meja, ne, kdaj se bo to ustavilo in kako se bo ustavilo, to te zanima. Ne. Ampak seveda lahko pa rečeš, bom pa to počakal do konca, pa bom pa povedal, ne, mislim, in si rečeš, zdaj zato, da ne bom užalil nobenega, pa od nagrajencev bom počakal kaj? Koliko pa pol počakaš? Kdaj je tist dan, ki pa lahko poveš, ne? Mislim, in zdaj dejstvo je, da pozornost je tist dan, tist večer, ne? Ne samo to, že 14 dni prej ti RTV napoveduje in te 6-krat opozorijo, da ti si prvi intervjuvanc po prireditvi. Mi te nujno rabimo. Vedno je pogovor z režiserjem takoj po prireditvi. Pripeljali te bomo za rokco, dokler ti boš mogel dati izjave in pošle. Mislim, toliko se ukvarjajo s tabo, da ti skozi veš, da itak boš imel to izjavo, kakršnakoli že bo. In zdaj, če pomislim na to izjavo, ko sem jo mogel prebrati, zato ker nisem bil sposoben jo povedati v tistem trenutku, ker sem se takole tresel, ko sem to bral, ampak
v tistem trenutku, če bi jaz odgovarjal na vprašanja, ki bi mi jih pač takrat novinarka zastavila, verjetno v smislu, ki sem jih poslal, mislim, bi jih lahko zdaj prebral, ne, ker sem jih naprej dobil, ne, v smislu, saj vi ste tak kritični režiser, saj ste že delali take in take projekte, vidim, da ste se kritično lotili tudi te proslave, bla, bla, ne, in jaz bi seveda rekel, ja, izredno kritično smo se lotili, ne, tele zdravljice, ne vem kaj, a veš, mislim, to, mislim, ne vem, na bruhat bi mi šlo, mislim, samo sebi bi se gnusil, a ne, mislim, sem pa dejansko prišel do Mete Česnika, je bila novinarka in sem jim tam 2 minute prej je bil klop live, sem ji rekel, jaz ne bom nič odgovarjal, jaz imam samo eno izjavo za prebrati, pa me je gledala takole. A res? Mislim, pa ja, mislim, ampak mislim, se je bila full cool, je rekla, the best, ok, kar imaš, povej, pa ne, ampak mislim, hočem samo to reči, da ni full simple odločitev, a ne, ampak ni mi pa zdaj neki žal ali pa kaj, a ne. Mislim, meni je jasno, da je bil takrat čas za to povedati ali pa pač boljš, da bi bil tih, če ne, mislim, ni pol čez 2 dni ali pa 2, ne, kaj, mislim, takrat povem in zdaj, ne, vedel sem, da bo itak štala. Čeprav na koncu vam je vendarle, se zdi, uspelo veliko, glede na konfiguracijo samega upravnega odbora, ki je bil imenovan pod desno vlado večinoma. Recimo, kaj zim, ne samo to, da je bila zdravljica zapeta v tujih jezikih, tudi je bil Avdić tam, ki ga država meče torej iz države, ne, ki ne želijo, da bi bil več tukaj v Sloveniji, ne, on je zdaj bil tam in je pel temu establishmentu, ne, v obraz. Ne. Torej, vendarle je kar veliko šlo skozi, ne. To je to, kar sem prej rekel, ne, da, ali pa, ne vem, če sem bil jasen, ne, ampak ta veselje na obrazih teh, ne, ljudi, ki so bili uradniki, ki so bili zadovoljni, ne, je ravno zato, ne, da, mislim, zato jih je toliko presenetila moja izjava, ko so rekli, pa kako, se je tako, ko si rekel, ne, pa sej, kaj vse smo mu dovolili, ne, a veš? Mislim, naj bo zadovoljen s tem, zdaj, mislim, neka izjava je bila, vsi so zadovoljni s proslavo, sam režiser ne. Veš, mislim, sej koliko smo mu dovolili, ne. In zdaj, mislim, ja, lahko se gremo tako, če je to logika delovanja, potem, aha, dober, ne. Se pravi, dajmo potem neko, kaj svega, se to mer, mislim, a bo nek, ne vem, tako kot za razpise, dali nek točkovnik, kako se to točkuje, ne, kdaj je režiserju dovoljeno do neke mere, kjer je zadovoljen, ne, ali kjer bi mogel biti zadovoljen, ne, veš. Mislim, to, da so meni ključno točko za to, kot tam črtal, ne, ker zame to je bil pač moj komentar ali pa res komentar preditve bi bila ta točka, ne. Mislim, ta bi sklenila v bistvu neko logično ukvarjanje, tako poglobljeno, rečemo, ali pa tako zbanalizirano, če tudi za nekoga ukvarjanje s himno, ne. Bi pač en toliko sklenil. Zame v bistvu je to zelo ključen manko te prireditve, sam, ne. Ok, ampak potem, ne, za konec, ali ne bi bilo najbolj smiselno, da bi ta tvoj koncept naredil, kot si ga zamislil, še enkrat recimo, ne, z vsemi nekako elementi, ki si jih imel v glavi, ne, z entokotom, ne. Torej ponovitev same proslave, recimo brez teh uradnih elementov, ampak samo s tem, kar bi moralo biti noter, pa je izpadlo. Se pravi, Toko... Isto, Galusova, ja, Cankarja, vse. Pa po mojem bi lahko vstopnice prodali bi. A ni to dobra ideja? Zanimiv se sliši, ja. Ful. Ok. Bi še kdo imel kakšno vprašanje, koga kaj zanima še iz tega?
ali končamo in gremo na pivo? Ja, eno vprašanje, take neke podtane. Koliko je možnost še karkoli noter usuti med tem, ki se proslava že dogaja? Bi se dal recimo en grb usekati vseeno, ne vem, v bistvu vse vem, tudi bi bilo neprofesionalno si predstavljam, ampak tako, ne vem, bi se dal sabotirati predstavo recimo. Pa naj jih še zdaj stran za naslednje. Ne, seveda bi se dal sabotirati predstavo. Mislim, pač na tak način, kot ste zdaj omenil, sigurno, ne. Pač imaš pripravljen še en grb. Saj mi smo imeli črno-bel grb na generalki. Na generalki smo imeli črno-bel grb, pa smo dobili v nedeljo zjutraj mail, da na generalki ste imeli črno-bel grb, mi smo se zmenili za barvnega. Ne. Tako da, mislim, dal se marsikaj, ne. Mislim, narediti, lahko bi pol tam užival vrtel unga črno-belega, pa bi pol, mislim, ampak saj je, kaj bi rekel, mi smo imeli mini sabotažo na proslavi po nesreč, ne, ker ste vsi verjetno una minuto molka opazili, tisti, ki ste gledali, ne, po himni je bila v bistvu pavza, ne, in zdaj, sam doktor Bogataj je povzročil to pavzo, ne. Zato, ker v bistvu ni bilo po scenariju, mi nismo, tudi nastopajočih, nobenega nismo pozivali na oder, ne. In gospod Bogataj je imel vaje in je vedel, da ko se himna konča, pride na oder in ima govor, ne. Ampak je malo pozabil, ne. Malo se je zadebatiral, ne. In pa je ekstra, mislim, pol prej vzati je bila panika v backstageu, pa so mikrofon probali, da, ko imaš za rezervo, mi smo imeli sicer nasneto, ne, napovedovalko oziroma voditeljico v off v glasu, ampak je bila Polona tam in je dobila pol mic, ne, in ga je pol pozvala, ne, nekaj odimprovizirala, prosimo profesor doktorja Bogataja, da je pač pride na oder, ne. Ampak on je dejansko pozabil, ne, hočem reči, tako lahko obratno narediš, ne, mislim, noben ne bi dojel, da bi tam bil še en nastopajoč vzad, noben ga ne bi opazil, lahko bi ga seveda zinfiltriral na oder na neki točki, vsi bi čuka zgledali, ja, da se to. Ne vem. Ne vem, mislim, upam, da bom ne mislim, vem, da bom režiral sigurno kaj, kje pa bom režiral, pa ne vem še. Mislim, nimam zdaj tako ne, za naprej ful nekih projektov, ki vem, imam jih za neodvisno sceno, ene par zmenjenih, to je pa to, pa eno za lutkovno gledališče, ampak da bi pa zdaj, ne, zelo imel dolg seznam projektov za naprej že, ne vem, ne, to pa nimam. Mislim, lepo. Ne vem, kakšne bi bile sankcije, ne vem pojma. V pogodbi je marsikaj, ampak to je spet ta zanimiva pogodba. Moja pogodba je imela datum 2. februar, ima datum 2. februar, se pravi 5 dni pred proslavo je ministrica iz njihove strani podpisala mojo pogodbo, to je treba vedeti. Seveda zdaj oni trdijo, da jim ful časa nisem poslal podatkov, to si morate misliti, ne, koliko je to, koliko nizko bodo zdaj padli, da, ne. Jaz si nisem želel poslati podatkov, verjetno. Ampak, mislim, zdaj, da gremo, kaj so sankcije, ne vem, mislim, pač sigurno ena sankcija, da pač ne dobiš denarja, ne, ampak, mislim, ne vem, kaj so kaj je lahko. Tam imaš pač neke sankcije, če kršiš zakon v smislu državnih simbolov, ne, to so pač po zakonu neki, predvidevam neke sankcije, ampak, mislim, jaz nisem pravnik, jaz moram priznati, da te pogodbe, tudi ko v teatru delam, mislim, tako malo uč vržem, ampak, mislim, ne, nekako
mogoče sem pač naiven v tem smislu. Ne, tako da ne vem, kaj so sankcije. Ne, ona izjavlja tako neko, da režiserja ni niti spoznala. Jaz se tudi nisem niti spoznal, ne vem. Mislim, sem bil pa ogromenkrat na ministrstvu, tako da če bi hotela me spoznati, bi me. Jaz pa tudi nisem nekako hotel jo spoznati, ne, v smislu, da bi si zdaj ful želel. Tako da, je pa, mislim, zdaj, en od teh, ne, če bi rekel, da to je zdaj vprašanje, kdo je tisti drugi, ki vedno je v zadnji, ki je, ne, pač en od teh okvirčkov, ki jih imaš pol možnih odgovorov, je sigurno, ne, gospa ministrica, ne. Ne vem, govori se, da ima rada rože, ne vem. To je meni se zdi ključno vprašanje, v bistvu. In jaz v bistvu upam, da bo zdaj to zadnji pogovor, kjer razlagamo detajle, kako so cenzurirali, kako je ta, ne vem, kako so te pogovori potekali, kaj se tam res dogaja. Mislim, to je zanimivo slišati in jaz mislim, da je prav, da se sliši in mislim, da je prav, da sem to povedal, zato ker je to tako, mislim, meni je bilo tako neverjetno, ko se je dogajalo, se mi zdelo, da bo še marsikomu drugemu neverjetno, da se to godi. Ampak v bistvu je to zdaj ključno vprašanje, ne. A iz tega naprej dejansko je upravni odbor Prešernovega sklada, ministrstvo, gledališka scena, ne, kjer tudi nismo lih ravno, ne, se izkazali zadnja leta, ne, v smislu, ne vem, odpiranja takih debat pa drugih, ne, in tako. Čisto mimogrede, ne, nobeno stanovsko društvo ni dalo izjave, nobenih, ne, niti društvo režiserjev, niti, ne vem, karkoli je že teh društv, kritikov in ne vem kaj, imamo 5 društev različnih na gledališkem področju, pa se noben s tem ni potrudil toliko ukvarjati, da bi neko mnenje ali pa neko izjavo dal. Ampak hočem reči, mislim, neka debata o tem, kaj to je državna proslava, ne, pa govorimo o najbolj light državni proslavi, se pravi za kulturni praznik, ne. In kako se dela in kaj je zdaj, mislim, a bomo, ne, a naredimo to tako, zanj sem slišal, da če sem prej razumel Švedi, da v bistvu ne poznajo proslav, ne, zdaj ne vem, a je to res, to je Zanča en etnolog razlagal na radiju v zvezi s to našim zapletom. Ampak v bistvu tako nekako intimno slavijo praznike, ne, se pač dobijo pa, ne, a veš, a res rabimo te proslave, zdaj če jih rabimo, a jih naredimo, tako kot Ivana Dželas predlagala, zanimiv, ne, da jih pač država da narediti marketinškim agencijam, ne. Mislim, ne jim PR-ovci naredijo proslavo tako, kot jo hočejo. Ali drug ekstrem, ne pač pustijo pač umetnikom proslave, če so pač, ki slavijo umetnike, ne. Dokler ne kršijo zakon o grbu ali kaj, ne. A veš, mislim, nekaj takega, ne. In mislim, ampak jaz zdaj pač mečem neke kosti, ampak mislim, neka resna debata o tem bi bilo smiselno, da se sproši in da pač se začnejo pogovarjati, kaj to je, ne, ker na ta način, kot je bilo, mislim, kot ne samo letos, ne, vsi veste, da seveda je bilo to že prejšnje leta, pa noben o temu ne govori, a ne. Zato, ker gre pač to mimo, zato, ker je ful lažje biti tih, ne, a ne. Tako kot pač bi bilo meni, ne, kot mi je marsikdo povedal, kot rečeno, bolj na spletu, ne, v živo, a ne, v faco, da pač bi bilo dosti bolj, ne vem, prijazno do vseh udeleženih, vključno z nagrajenci ministrstva, Prešernovega sklada in vseh, da bi bil tih, a ne. To je najlažje, ne. In se je malo manjkalo, jaz bi skoraj bil lahko tih. A veš. To je pa drug paradoks, je, da je pa to dejanje, ki je popolnoma
načeloma prav zares, ne vem, ne, bi moglo biti nekaj najbolj normalnega, je ful vredno nekih velikih odobravanj in aplavzov in ne vem kaj, ne. Mislim, a veš, mislim, to je, ja, to je resna tragedija, ja, ker pač to poveš in bosi, te kar na ulici me je vstal, nekdo pa me potreplja, ti si naš, to, ne, čigav si pol, ne, a zakaj, od koga si, od onega, ki druge ne pove, ki na svojem delovnem mestu ne upa povedati, da ga, ne vem, šef jebe. Ok, še enkrat hvala. Prosim, hvala za vabilo. In zdaj pa gremo, predlagam, k neformalnemu nadaljevanju te debate. Hvala tudi vam.